Ti ta zlati štedilniki in pečice so mehanski in so na stikala. Ja, priznam, butasti so za čistit, za pucat, ko sam hodič, a so definitivno bolj trpežni od teh modernih na dotik. Se pa tudi pri teh zgodi, da recimo nastavitev peke ne deluje pravilno, da pride do kakega kratkega stika ali da nastavitev plošč, recimo na enki plošča v eno, deluje kot da bi bila na 9 oziroma na maksimumu in takrat lahko to pomeni, da je stikalo hin. Šalter je hin. Sama menjava takih šaltrov ni zahtevna, zato kar pogumno na delo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Tukaj so 4 vijaki, ki poskrbijo, da gre plošča dol. Tako. In zdaj smo prišli do vseh stikal, ki so dejansko pomembni na takem štedilniku. Recimo, da nam je odpovedalo stikalo za nastavitev pozicij peke oziroma programov pečenja. Takle se ga vzame dol tudi pri čiščenju. Ampak vam povem teh stvari, ko čistite, ne tukaj gor čohat, ker vam bojo vse tele šle dol. 2 vijaka. In takole se stikalo lahko dobi v bistvu v stran. Ko gremo mi jemati torej zdaj stikala oziroma kontakte, konektorje dol, je potrebno si to slikati. Tako, in si to rajš poslikite. Tako, mogoče iz te strani, da se ve, kaj je bilo zgoraj, kaj je bilo spodaj. Več, ko je slik, boljše je. Z občutkom. Takle s takim ravnim izvijačom, malo po malo na vsaki strani, zaradi tega, ker to so dosti debele žice, ker to gre na grelce in mora biti pač prevodnost dovolj močna, da se ne bi potem tale plastika kaj zlomila. Tako. Ja, tukaj so tudi, torej v tem primeru turkizen in rdeč, ampak odsvetujem, da se dajejo ti dol, zaradi tega, ker jih je potem težko nastaviti nazaj, plus glede na različne modele so imeli tudi različne šaltre. In če se vzame to dol, se potem mingrede lahko tule ta del zamakne, se narobe vstav in potem prije do kratkega stika v primeru, da se to ne zmontira pravilno nazaj. S takim stikalom se gre v trgovino z rezervnimi deli, tam bo vam dal točno takega, kot mora biti. Preden se pa novo stikalo noter ustavi, se pa da še tole malo spucati, tu ne bomo šlampasti, ne? No, ko je zdaj drugo stikalo, ko se je vse očistilo, se lahko vse skupaj zmontira nazaj. Kot sem rekel, v tem primeru je super, ker je telefon in točno vemo, kam kaj gre. Tako, na isti princip, bilo katero drugo stikalo se vzame dol, no, to se še ni vzel, ne? Bilo katero drugo stikalo se vzame dol, se na isti princip
odmontira, se poslika, vrstni red žice, s takim šaltrom gre v trgovino. Tam se prodajalca lahko lepo ali pa tudi ne, ampak dajte, greš lepo pogledat, kup in zamenja in to je samo umetnost. Zdaj se dajo še petiti 4 šraufi nazaj, ki držijo kuhalno ploščo in stikalo na štedilniku je popravljeno. Tak štedilnik je super, trpežen, enostaven, zelo je popularen na vikendih, v mnogih gospodinjstvih, a še najbolj ga cenijo najemodajalci, ki študentom oddajajo svoje prostore stanovanja, ker je praktično neuničljiv. Naslednjič, ko bo stikalo odpovedali, se spomnite, da se ga itak da popraviti. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.